Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In ponovno je z nami ponedeljek in ponovno bomo pogledali, kakšne energije nas čakajo v tednu, ki je pred nami. Pa poglejmo, kaj nam angeli sporočajo za ta teden. Prva karta je Sonce in nadangel Uriel. Nadangel Uriel govori in ta karta govorita o tem, da se ena stvar zaključuje in da so zdaj tiste ideje, ki jih imate, pomembne, ker vas vodijo naprej v uspeh. Uspeh je tisto, kar vi definirate kot uspeh, tako da pomembno je, da zaupate vase, pomembno je, da zaupate temu, da ste dobili vse tiste informacije, ki jih potrebujete v svojem življenju, zato da se lahko premaknete naprej. Ta karta govori o tem, da se je en cikel zaključil in da je zdaj čas, ko boste vse to, kar ste do zdaj noter pri sebi na nek način predelovali, dali na ven. Tako da mislim, da je že skrajni čas, tudi glede na energije, ki so bile v preteklih tednih, da se odprejo nove možnosti. Zdajle se mi je pa še utrnilo, da Uriel je tisti angel, ki vam pomaga stvari tudi organizirati. Se pravi, kadar želite več organizacije v svojem življenju, kadar želite, da imate na voljo tudi več časa za določene stvari, pokličite Uriela in vam bo pomagal stvari prav organizirati. Naslednja karta je šestica ognja. Šestica ognja govori o tem, da prihajajo dobre stvari. Zmaga, ki je na poti, neko javno priznanje, neka nagrada za preteklo delo. To je tisto, ko zmagovito vstopite na neko novo področje. Se pravi, če smo imeli prej Sonce in nadangel Uriel, ki pravi, da se zdaj obrnejo stvari na ven in da vodijo ideje, ki vodijo k uspehu, vam ta karta zdaj govori, da ja, v tem tednu se bojo stvari lahko zelo lepo odprle in da bo vse tisto, kar ste v preteklosti naredili, nagrajeno. In pa imamo še tretjo karto. Razbremenitev in nadangel Azrael. 13, ki spet govori konec obdobja ali zaključek stanja, duhovna preobrazba, čas za premik naprej. 13 je število boginje, kar pomeni, da je cikel, ki se je zaključil, tisti, ki zdaj počasi prihaja navzven in vas pelje tudi navzven, in to na zelo tak lep ženstven način, se pravi brez nekega zelo aktivnega matranja, ampak bolj na magnetičen način, bolj na tisto, da bo v vaše življenje pritegnjeno tisto, da boste pritegnili tisto, kar vibrira z vami. In če ste v preteklosti, v preteklih tednih in mesecih res naredili tisti osebni preboj, vse tisti, če se spomnite vseh tistih retrogradni planeti, ki so bili v mesecu aprilu in pa maju, tisti, ki so vas peljali navznoter, če ste naredili domačo nalogo, se bo zdaj zelo lepo odprlo na ven v tem tednu, tako da in karta govori o razbremenitvi, se pravi nekaj, kar bo eno breme, ki bo padlo z vaših ramen, in če ste se prej zelo matrali, da ste šli naprej, bo zdaj to odpadlo samo od sebe. Tako da teden, ki je pred nami, je res energetsko zelo podprt za odpiranje, za nove začetke in stvari, ki so se zdaj zaključile, res so se zaključile, jih ne rabite več s sabo voziti. Imam pa še seveda eno vprašanje oziroma bom odgovorila na eno vprašanje ene gospe, ki je poslala in sicer sprašuje takole. Nima še otrok. Vsi okrog imajo otroke in jo gledajo, kot da je
malo čudna. In me sprašuje, ali je lahko ženska, kljub temu, da nima otrok. In tukaj na tem mestu bi rada odgovorila vsem, ki ste v podobni situaciji. Torej, ženska, ki nima lastnih otrok, nima te vloge matere. Vloga matere je ena od ženskih vlog, ki je vezana zelo na biološki, pa tudi nekako na družbeni status, vendar pa ni to tisto, kar žensko naredi žensko. Ženska ima namreč več različnih vlog in materinska vloga je samo ena od njih. In lahko to nadomesti na drugačen način, lahko to nadomesti skozi posel. Namreč sposobnost ženske je njena cikličnost, je njena sposobnost kreativnega, ustvarjalnega izražanja, kar je lahko ali kot otrok, se pravi spočetje, nosečnost, rojstvo, vzgoja, nega. Lahko je to nek projekt, lahko je to posel, ki ga ravno tako spočne čas nosečnosti tega posla, posel se rodi, potem ga je treba negovati in vzgajati in poskrbeti za to, da zraste. Tako da lahko ta energija materinska se lahko izrazi skozi različne kanale in na različne načine. Vsekakor pa to ni edina vloga, ki žensko naredi žensko. In zato ženska, ki nima lastnih otrok, ni nič manj ženska kot neka ženska, ki ima lastne otroke, ki jih ima več. Imamo različna poslanstva, različne naloge v življenju. In pri nekaterih ženskah to vključuje materinstvo, več otrok, pri nekaterih ženskah pa ni nujno. Recimo ženske, ki imajo nekje globoko v sebi energijo svečenice, so tiste, ki služijo drugim, ki pomagajo drugim, ki delajo za druge. Ženske, ki imajo v sebi, se pravi, neko vlogo zdravilke, lahko tudi na drugačen način pomagajo drugim, vzgajajo, negujejo, skrbijo za druge. Lahko so negovalke v smislu, da delajo v vrtcu in se skozi ta način izražajo z otroci. V glavnem, veliko je različnih načinov, kako ženska lahko izrazi sebe, tudi če nima otrok. Ena taka čudovita ženski večer pravzaprav, kjer bomo pogledale tudi te vloge, kjer bomo pogledale, kaj je naša naloga in vloga naše maternice, menstrualnega cikla, bo 7.7. v Ljubljani in ta ženski večer Zaupaj toku ponovno pripravljava z Matejo Kalin, imamo prve slovenske menstrualne skodelice in tam bom lahko odgovorila mogoče tudi na kakšno še bolj intimno vprašanje v povezavi s tem, tako da vljudno vabljene, da pridete. Seveda pa ženske vloge, ženski način delovanja, ženska energija je tista moja specialnost, s katero se ukvarjam tudi na individualnih srečanjih in pa potem v jeseni tudi še v okviru avtentične Yin akademije in ostalih programov, ki jih pripravljam in bojo pripravljeni čez poletje. Tako da možnosti je veliko, kako lahko ženska najde svojo vlogo in želim vam, da se počutite ženske v vseh svojih vlogah, ki jih igrate. To bi bilo za ta teden, se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau!